Dajmo pogledati vašo napoved ribe. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali, kaj se dogaja, da dobimo malo več informacij in nasvetov, kako zapeljati življenje v želeno smer. To so splošne napovedi, zato si je potrebno pomene interpretirati po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Ok, dajmo mi kar začeti. Ok. Zdaj, kot osrednjo karto tega pogleda imamo tukaj dvojko novcev. To karto mislim, da so imeli tudi biki, tako da mogoče imate trenutno v življenju neko osebo, ki je po horoskopu bik, ni nujno, ampak recimo, če pa imate to osebo v življenju, če je nekako vpletena v vašo situacijo, si lahko pogledate tudi v bistvu napoved za bika in tako dobite mogoče malo večji vpogled v to, kaj se dogaja na tisti drugi strani. Če ni bik, je lahko nekdo, ki je na nek način, ki se podobno obnaša kot bik. To je neka oseba, ki je trmasta, ki hoče doseči svoje, pač ve, kaj hoče in pri tem ne odstopa. Nekako tako. No, to seveda ni nujno, ampak, čakajte, ja, v bistvu biki so imeli tudi to karto. Zanimivo. Ok, dajmo zdaj začeti. Se pravi, nekako videti, da ste ribe trenutno nekako kolebate v nečem. Mogoče se tukaj je dosti nekih čustev ali pa se vam odpirajo neke dve poti, mogoče dve osebe in nekako ne znate ustvariti neke harmonije. Kot da se trudite doseči nekaj, ampak nikakor ne uspete v bistvu najti tiste neke povezave, da bi nekako se tukaj nek odnos razčistil ali pa neka situacija. Vidite, da nekako čakate, ampak še vedno nekako premišljujete o tem, čakate, da se nekaj zgodi. Zdaj v preteklosti tukaj vidite, da je prišlo do neke lepe združitve. Tukaj imamo karto zaljubljenca in viteza palic. Neka lepa združitev, ki vas je na nek način res izpopolnila. In ta izpopolnjenost je v vas dala nekako, kot da ste na življenje pogledali nekako drugače, bolj sproščeno, bolj igrivo, nekako ste življenje začeli jemati bolj lahkotno, nekako tako bi rekla. Zdaj v trenutni situaciji, tukaj je neka zmaga. In ta zmaga se mogoče nanaša celo na to situacijo iz preteklosti, čeprav bi jaz rekla, da je to bolj neka druga energija. Jaz bi rekla, da ta energija se nanaša na nekaj bolj, na nekaj, kar si vi želite doseči. In tukaj ste dosegli nek tak mali uspeh, ki vam je v bistvu dal dosti nekega občutka, da, ne vem, kot da ste zmagali, no, tak imate občutek, kot da ste dosegli nekaj, jaz ne bi rekla, da to neka zdaj velika zmaga, je bolj tisti nek občutek, da ste mogoče na pravi poti ali pa, da nekako zmaga, ker ste našli nekaj, kar ste dolgo časa iskali. In videti je, da ste tukaj polni nekega zagona. Misli vas vlečejo enkrat v eno stran, enkrat v drugo stran, zato imamo mogoče tukaj tole dvojko novcev. Torej misli vas vlečejo enkrat v eno stran, enkrat v drugo stran, ampak vi se tukaj ne date. Vi imate točen fokus zdaj, točno veste, kaj si želite in nekako greste proti tej priložnosti naprej. Je pa seštevek teh kart, nas navezuje na karto smrt, kar nakazuje na to, da v bistvu da greste zdaj čez neko transformacijo, da se spreminjate, da nekako zaključujete neko obdobje stagnacije in greste proti nekemu novemu, lepšemu zagonu, mogoče kaj takega. V prihodnosti imamo tukaj šestico novcev in trojko palic. Zdaj tukaj imamo dve šestke in kadar se pojavijo dve šestke v napovedi ali dve ali več šestk, pomeni, da ste na pravi poti. Tako da definitivno se ribe pomikate po pravi poti, tam to, proti čemur greste, to je nekaj, kar vam je namenjeno.
Zdaj v prihodnosti vidite, da bo tukaj prišlo do neke izmenjave in ta izmenjava vam bo dala še v bistvu dodatno energijo, da tukaj naredite nek korak naprej, da tukaj nekaj sprovedete do konca. Kot da se bo nekaj v bistvu, kot da se bo vse te energije, ki vas zdaj vlečejo enkrat v eno stran, enkrat v drugo stran, kot da vam bojo dale moč, da v bistvu te energije usmerite v en fokus in tukaj res date maksimum. Ne, upam, da sem to razumljivo razložila. Dajmo zdaj pogledati malo bolj natančno, kaj se bo tukaj dogajalo. Evo, tukaj sem jih tudi prej hotela omeniti, da imamo seštevek kart, ki nas navezuje na svečenika in zdaj sem videla, da ga imamo tudi tukaj spodaj. Tako da v preteklosti se boste osredotočili predvsem nase in na to svojo željo, karkoli pač ta želja je. Dajmo zdaj pogledati preteklost, kaj je ta lepa združitev in ta nov pogled na življenje. Še enkrat imamo tukaj točija, kar potrjuje to, da ste v bistvu že tukaj dobili, že v preteklosti ste dobili ta nek zagon, ampak mogoče niste še prepoznali te priložnosti. Ja, in tukaj v bistvu jaz mislim, nek dogodek, nekaj, kar je bilo v bistvu preko nekih sporočil ali pa preko nekih novic ali pa preko nekega, osmica palic nakazuje na neka sporočila, neko izmenjavo nekih informacij. Tukaj ste dobili preko teh nekega sporočila, nekih informacij ste dobili neko zavedanje, neko novo energijo, ki vas bi pripeljala do nekega cilja. To mi zdaj meni bolj deluje nekako na karierno področje usmerjen ta vpogled. Ampak zdaj, če imate recimo, če je tukaj nek odnos v igri, bi jaz rekla v bistvu, kot da neka hitra novica vam dala vedeti, kdo je tista oseba, ki je prava za vas, nekaj takega. In tukaj vedeti, da imate še v bistvu, da je pot do tistega cilja, ki si ga želite s to osebo ali pa v tej situaciji, je še dolga, ampak videti je, da ste nekako tle, nekako ste ostali mirni, kljub vsemu. Ampak pol pa se je nekaj zgodilo, kar vam je dalo res tisti zagon. Nekaj se je zgodilo, kar vam je na nek način pomagalo, da ste situacijo videli v drugi perspektivi, ampak potem ste tudi šli v konkretno akcijo. Vidimo zdaj, kaj je bila ta akcija in kakšen je bil izid. Kot akcijo imamo tukaj trojko mečev, izid pa luno obrnjeno narobe. Kaj bi bila ta trojka mečev? To je zdaj kot neko razočaranje, ampak ker je to akcija, mogoče ste vi nekoga razočarali. Ali ste vi nekoga razočarali, ali pa pač to je splošna napoved, zato bom povedala malo več možnih scenarijev. Zdaj lahko, da ste nekoga razočarali in v bistvu vam je to dalo neko čustveno razbremenitev, ali pa ste v bistvu vi v razočaranjih iz preteklosti našli tisto željo. Če ima to kakšen smisel za vas, upam, da ja. Torej, kot da bi recimo v preteklosti, ne vem, recimo, če iščeš partnerja in si imel v preteklosti, ne vem, ful nekih partnerjev, ki so te vedno in vedno razočarali, kot da si v bistvu našel razlog, zakaj je prišlo v preteklosti vedno do teh razočaranj, in v bistvu si iskal potem, ali pa iskala, no, moč v teh razočaranjih. In ta razočaranja so te potem pripeljala do neke točke, ko si v bistvu, ko se zaveš, da so te do zdaj omejevali samo neki strahovi. In tukaj je vedel, da ste te strahove nekako dvignili na površje in se tudi z njimi soočali. In vse to vas je pripeljalo do neke lepe zmage. Dajmo zdaj pogledati vašo trenutno situacijo. Zeha se mi. Malček sem že utrujena, sem mogla zdaj kar eno pavzico vzeti. Okej, da vidimo. As palic,
štirka novcev in vitez mečev. Ja, definitivno je tukaj neka nova priložnost, nekaj, kar vam je v bistvu pomagalo odpreti neko pot proti nekemu novemu obzorju. Oziroma nekaj se je zgodilo, kar vam je dalo tisti zagon, da se podate proti nekim željam, proti neki osebi, ki je bila do zdaj nekako tako blizu, ampak tako daleč. Zaenkrat ve, da še vedno vsa ta čustva, vse to nekako zdržujete v sebi. Ampak lih v bistvu to nekako zdržujete v sebi, ampak zdaj v kratkem, mogoče še bo prišlo do nekega trenutka, ko vam bo v bistvu dalo moč, da nehate stagnirati. Tukaj je videti neka stagnacija. In zdaj lahko, da se nek dogodek zgodi, to je recimo lahko samo nekdo nekaj pohvali ali pa nekdo nekaj reče, kar ti da tisti zagon, da greš proti nečemu naprej. Tako da definitivno je tukaj nek lep napredek. Ja, tukaj imamo še eno štirico, in sicer štirico mečev, kar še enkrat nakazuje v bistvu na neko stagnacijo, tako da zdaj mogoče ste še nekako bremzate, ampak vedite, da boste te bremze kmalu dali nogo dol iz bremz. Zdaj na svet imamo tukaj osmico mečev in karte vam svetujejo, da vse to, kar vi mislite, da so vaše ovire, ne vem, če karkoli mislite, da je zdaj trenutno vaša ovira, zaradi tega ne morem to, zaradi tega ne morem to, to so samo neke ovire, ki jih imate vi v glavi in v resnici ne obstajajo. Ta karta govori o tem, da v bistvu, da ta gospodična tukaj je privezana in ne vidi, ker ima prevezo čez oči, okrog nje so meči, ampak meči so samo za njo. Ona misli, da je v bistvu ujeta v teh mečih, ampak pred njo ni nobenega meča, ona gre kadarkoli lahko ven. In to vam tudi karte svetujejo. Torej, da vse omejitve, ki jih imate, so samo omejitve v vaši glavi in kar morate narediti je to, da naredite ta korak naprej, da si snamete to prevezo in v bistvu sledite tem vašim željam. Oziroma tej vaši ideji, temu vašemu cilju. Izid je tukaj petica mečev, kar nakazuje, da boste tukaj nekoga odrezali iz življenja. Zdaj odrezali, to ne pomeni, da se z njim več ne vidiš. Ampak nekdo je tukaj, ki vas mogoče na nek način ovira. In to so lahko recimo, mogoče so to neki ljudje, ki vam na nek način govorijo, da to ne bo šlo skozi, da to ni v redu, da to ni dovolj dobro, da ne vem, karkoli. In tukaj vedeti, da boste dobili to neko moč in da boste te osebe utišali. Utišali v smislu, pač jaz bom delal po svoje in ti si misli svoje in to je to. In na nek način, ampak zdaj tako, tukaj, kot je videti, boste malček bolj ostro zavrnili, ampak ja, no. Ok, dajmo pogledati še bližnjo prihodnost. Bom te karte pol interpretirala, če bo pomembno. Sponzor današnje tedenske napovedi je Kriptovoda. Če vas zanima več o Kriptovodi, si lahko v infoboxu poiščete linke in preberete več. Sicer pa pojdimo zdaj na prihodnost. Ok. Karta sodba, obrnjena. Tukaj imamo šestico kelihov, imamo kralja kelihov in imamo štirko kelihov. Torej zelo čustven teden. Torej, glavno vlogo bodo imela čustva. Kaj to pomeni? To pomeni, da boste sledili vašim čustvom. Da boste sledili tistemu, kar vas veseli. Ne boste se več obremenjevali s temi ljudmi, ki vas tukaj na nek način ustavljajo, ampak boste sledili svojim čustvom. Enostavno boste sprejeli tisto priložnost, ki vas bo razveselila. In vse tisto, kar vas ne bo razveselilo, tisto, kar bo v vas vnašalo neka negativna čustva, boste pustili za sabo. Je pa zdaj tukaj tako videti, ne. Kot da boste vi nekomu nekaj pomagali in tle bo prišlo do neke tle imamo dve šestke, ki sta skupaj, tako da definitivno ribe ste na pravi poti. Ampak videti je, da boste tukaj nekomu pomagali
In zdaj cel ta dogodek, vsa ta pomoč, izmenjava, nekaj lepega bo, to, kot da bo nekoga to razkurilo. Ne vem zakaj, to jaz čisto tako nekaj slišim v glavi, ampak ker to nima sploh veze s temi, mislim, niso to točno te pomeni karte, to je čisto intuicijsko, kot da bo nekoga nekaj razkurilo, ampak vi, ribe, se sploh ne boste obremenjevali. Tukaj vidite, da boste tako odločni, tako fokusirani na to svojo željo ali cilj, da vas sploh ne bo brigalo, kaj si drugi mislijo. Nekako boste vedeli, da vi stojite na trdih tleh, tudi če se zdi ljudem, da kar nekaj plavate. Nekako, pač ribe so dostikrat take domišljave, se reče, ne, pač nekako tako. In tukaj je videti, kot da bodo ljudje govorili, da ste preveč domišljavi, ampak vi boste tako prav stabilni in si boste mislili, pač dobesedno si boste mislili svoje in nekako v sebi se boste smejali, ampak navzven boste pač kazali tako, kazali se boste, kot da vas ne brigajo ta mnenja, kar bo na nek način ljudi nerviralo, nekako jih bo razkurilo. Mislim, razkurilo. To ne pomeni zdaj, da bojo kar noreli tam, ampak pač tako v sebi bojo tisto, ja, kaj pa ta dela, kaj pa ta dela. In pol se tukaj vidi, da bo nekdo hotel ponuditi neko pomoč vam in to je lahko ta oseba, kateri ste že vi ponudili pomoč. Kot da se bo vrnila in nekako hotela ponuditi vam, ampak vi tega več ne boste hoteli sprejeti. Zdaj, zakaj ne? Ne vem. Ampak dajmo pogledati, kaj vam karte svetujejo v tej situaciji. Dvojka kelihov in izid je karta smrt obrnjena. Okej, zdaj tukaj imamo to karto, prej sem rekla, da še ena šestka tukaj še dokazuje, da ste na pravi poti in karta sodba kaže na to, da se v bližnji preteklosti zgodi nek dogodek, ki vam bo pomagal vstopiti proti vašemu poslanstvu. Torej, to gre za neko novico, neko sporočilo iz vesolja. To je sporočilo iz vesolja, lahko pride čisto tako, kadar, ne vem, nekaj delaš in ti na misel pade neka dobra ideja, ali pa iščeš neko rešitev in potem odkriješ neko novo pot. Se pravi, to je nekaj, kar je vaše poslanstvo, ampak v tem tednu to še ne bo prišlo toliko do izraza. Jaz mislim, da bo to prišlo potem enkrat bolj v prihodnosti. In definitivno, ja, okej, zdaj razumem, tukaj se bo neka oseba, ki ste vi prej pomagali, bo prišla in bo ona ponudila pomoč vam, ampak vi je ne boste iz nekega razloga hoteli sprejeti. Ampak karte vam svetujejo, da jo sprejmite. Zdaj, jaz prav hočem pogledati, zakaj je ne boste hoteli sprejeti. Zakaj ne boste hoteli sprejeti te priložnosti, ker karte kažejo, da je to neka lepa priložnost, da je to nekaj, kar bi, v bistvu nekaj, kar vi potrebujete, ampak zakaj ne boste tega hoteli sprejeti? Okej. Devetica palic in paž mečev. Je tle, kot da vas je nekaj strah. Kot da vas je nekaj strah, da bi vas ta oseba, da bi vam zabodla nož v hrbet. Ampak jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da tukaj ne bo, da je v bistvu glih kontra. Da je to samo vaša perspektiva. Zdaj, ta oseba je lahko ta, ki ste tukaj pomagali, ampak lahko da je tudi nekdo iz preteklosti. Nekdo, ki nima tukaj zdaj neke veze. Ampak definitivno, mislim tako, kot kažejo karte in kot jih jaz tle zdaj razbiram, bi rekla, da se bo nekdo vrnil in vam bo ponudil pomoč, ampak vi tega ne boste hoteli vzeti, zato ker boste imeli občutek, da ima ta oseba neke skrite namene in da vam hoče zapičiti nož v hrbet. Ampak kot karte svetujejo, to ni njen namen in v bistvu kot izid se kaže karta smrt obrnjena narobe, kar definitivno nakazuje na to, da so to neka stara zgodba, ki se ni končala in tukaj se lahko zaključi. Se pravi, zaključi v smislu, kot da so ostale neke stvari nedorečene, kot da se v preteklosti nekaj niste, neka komunikacija se ni zaključila do konca, kot da vse nekako ostalo v zraku in ta oseba se vrača, da lahko z njo razčistite, ampak morate ji zaupati, mislim morate, pač nekako poskusite ji zaupati. Poskusite zaupati in pogledati, kaj ima ta oseba, ker mogoče ni to, kar si vi predstavljate.
Bo pa zagotovo to prineslo nek lep zaključek in predvsem, če gre to za neko osebo iz preteklosti, s katero imate še nezaključene posle, se tukaj kaže, evo, zmaga. Wow, ribe, kakšna napoved. Hvala, ker ste ostali z mano do konca in se vidimo potem naslednji teden v novi napovedi.